Živijo tukaj retrolaver! Uje! Zdaj, ko se šolski dnevi spet trpajo s testi in spraševanjem, je nervoza lahko pogosta nadloga. Jaz sem pred vsakim testom vedno živčen. Še posebno pri matematiki. Nič ni hujšega, kot da te med spraševanjem cel razred gleda, kako poskušaš izračunati nekaj čisto preprostega, ampak ne moreš. Zakaj? Ker te cel razred gleda! Zato sva se odločila, da poiščeva nekaj dobrih nasvetov, kako se otresti anksioznosti pred izpiti, testi in spraševanjem. Mega super! Mega super? Ja, malo sprobavam, da ne bo skozi mega špas! Ampak mega špas! Je mega! Ja, vem, da je mega, ampak hotel sem malo posodobiti. Posodobiti? Midva sva retrolaverja. No, pa dobro, hotel sem sam. Silvester, res si me razočaral. Bobby, nisem hotel. Bil si moj vzornik. Bobby, oprosti. Opravičilo ne pomaga. Globoko čutim bolečino. Bom poskusil vse skupaj pozabiti. Okej, hvala. Da nam opravljanje testov in izpitov ne bo več strašljivo, sledi nekaj easy trikov, kako preprečiti tresenje hlač in klecanje kolenčkov. In mogoče bo zaradi njih končno tudi Bobby opravil vozniški izpit. Upam, ker se že skozi vozim brez njega. Kaj? Mega super! Prvi korak pred testom in spraševanjem je, da se zares dobro naučiš snov. Drag, res sem upal, da se ne bo treba učiti. Žal brez tega ne gre. Nauči se snov, potem pa pokliči vse, ki jih poznaš in poskušaj dobiti teste od prejšnjih let ali pa vsaj podobne naloge in začni vaditi. Ne reč, da vaja dela mojstra. Okej, ne bom rekel, da vaja dela mojstra. Okej, sam da nisi rekel, da vaja dela mojstra. Najbolje je, da nekoga prosiš, da te sprašuje, da preveriš, ali si se res dobro naučil. To so lahko sošolci, starši, sestre, bratranci, sosedi, poštar. Kogarkoli pač najdi, da ti pomaga. No, ne lih kogarkola, ne. Izogibaj se neznancem, ki te skušajo zvabiti v bel kombi. Ja, kaj pa če ti rečejo, da mega dobro obvladajo snov 4. razreda? Tudi takrat ne iti v bel kombi. Ja, kaj pa če ni bel kombi? A ja, pol pa v redu, no. Okej. Ne, Bobby, no. Dobro. Ti si se zdaj cel mesec učil cestno-prometne predpise. Povej mi, kateri znaki so na sliki. Ustavi se, parkiraj kjerkoli in pobožaj divjo svinjo. Bam! Bobby. No, dober namig pa je tudi tale. Nikoli se ne učiti celo noč pred testom, ker bo tvoja neprespanost samo stopnjevala stopnjo nervoze. Kvaliteten spanec ti bo koristil, da boš lažje in bolj zbrano scrollal po svojih možganih. Pred spanjem ne jej sladkih stvari in ne pij energijskih pijač, ker boš težje zaspal. Drag, jaz sem že 4 spil. Kaj? Spil si 4 energijske pijače. Pa to je lahko navaren. Kako se pa počutiš? Ja, ne preveč dobro, tako srce mi precej nabija, pa nekaj sem nervozen, kar nekaj bi razbivaš, tekaš. No, zato je pomembno, da energijskih pijač tudi ne piješ pred testi ali spraševanjem, ker hitremu poskoku energije vedno sledi tudi hiter padec, ko postaneš čisto zaspan. In lahko, da boš ravno takrat vprašan. A ne, Bobby? 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 Lahko noč. No. Dobro je, da si na večer pred testom ali izpitom vse pripraviš. Kaj boš oblekel, kaj moraš vzeti s sabo, vse veste. Ključi, kuli, denarnica, telefon. In pa preverite, da ste si res nastavili budilko. Zagotovo boste bolj nervozni, če boste zjutraj zaspali. A sem zaspal? Ne, danes pa mi spit za avto. Pomir se, Bobby, no, vse je v redu. Ja, če je vse v redu, zakaj sem pa pol tako živčen? Če imaš tik pred spraševanjem ali testom težave s pretiranim bitjem srca in oteženim dihanjem, ti lahko pomagajo tehnike sproščanja. Zaprite oči, zamislite si, da ste v svojem najljubšem prostoru. Umirite dihanje, globoko dih in izdih. Vdih in izdih. Vdih in izdih. V mislih si začnite prepevati pesem, ki vas resnično pomirja. Shawty had them apple-bottom jeans, boots with the fur. The whole club was looking at her. Rekel sem v mislih, Bobby. Predvsem pa je pomembno, da ne pustite tremi, da vas odvrne od testa ali izpita samega. Kaj pa, če bi jaz šel delati izpit za avto kdaj drugič? Ne, Bobby, no. Z izpitom odlašaš že 2 leti. Zaupaj v svoje znanje in sposobnosti. Tudi če na testu ali izpitu ne boš uspešen, ga lahko vedno opraviš kdaj drugič. Tako da kaj pravzaprav sploh zgubiš, če poskusiš. Saj imaš prav, samo zaupati moramo svoje znanje in sposobnosti. A pa rdeči luči moraš tako res ustaviti ali je to tako bolj priporočilo? Bobby.